marketing socialnih demokratov zadevo briljantno izpeljal. Če ste gledali, kako so se stvari tam dogajale, takrat, ko se je to zgodilo, je popolnoma jasno, da je bila ta zadeva marketinškega SD izpeljana 100%. Gospod Pahor se kot predsednik ni odzval z nekim osebnim pismom, ampak z deklaracijo, s katero je želel povedati neko politično stališče do tega in v tem političnem stališču je zelo jasno povedal, da so oni stranka, ki obsojajo kakršnekoli take in drugačne nezakonite procese, da pa ime se da je ljub vsak član in želujejo izstop vsakega. In še nekaj stvari od te prilike lahko povedal. Mislim, da so bile zadeve zelo usklajeno narejene. Po vsebini to ne pomeni nič. Gospod Šrot je tam, kjer pač je bil vsa ta leta in kjer tudi je še vedno. Koliko tam ne bi bil, potem ne bi leta 2003 od ministra za kulturo gospod Andreja Rihter, ki je bila spekovati Združene liste oziroma SD-ja, imenovana za ministrico za kulturo, dobil dovoljenja, da bi lahko začel postopek za prevzem dela. Kajti odločbo v letu 2003 mu je bilo dovoljeno, da lahko Pivovarna Laško prevzame več kot 20% delež dela. No in tukaj mislim pa, da je tista ključna točka, ki je najbolj pomembna. Dokler se te stvari dogajajo na tej kapitalski zgodbi en nivo, ko se pa začnejo dogajati na temu, na tej povezavi, kapitalsko-medijski povezavi, tukaj pa so zadeve dosti bolj nevarne, za procese demokratizacije v Sloveniji smo relativno mlada država in bojim se, da ti procesi, ki so bili zastavljeni v preteklosti, če jih ne bomo preprečili in preprečiti jih moramo na zelo radikalen način in to je s sprejemom zakonodaje, ki bo zapovedala, da se ti deleži preko določenih procentov prisilno prodajo. Zato hiša, potem bomo doživeli predoskumizacijo Slovenije. To je nesporno dejstvo, samo še v dosti bolj izraziti smeri kot v Italiji. Tem ga je le za neko staro demokracijo veliko državo. Kapitalsko so stvari mnogo težje prepletene kot pri nas. Pri nas so zadeve dosti lažje in obvladovanje tega medijskega prostora v Sloveniji pomeni, da bo demokracija zreducirana na to, kdo bo obvladoval medijski prostor. Tisti, ki ga bo obvladoval, bo dobival tudi politično volitev. To je zelo slabo. Ker mislim, da je prav, da se demokracija le odvija na tej ravni, kot je v ustavi zapisana in da je ta medijski prostor tudi to namenjen. Se pravi, da se z njega lahko izlažajo različna mnenja, ne pa, da se zasleduje ene druge. Danes smo se dotaknili tudi medijev. Dosti se govori o tem, da politika obvladuje medije, da mediji zmagujejo politične stranke. Koga ste potem vi obvladovali pred 4 leti? No, situacija, kar se tiče teh kapitalskih lastništev v medijih, še ni bila tako izrazita, kot je v tem obdobju sedaj. Takrat so se te koncentracije začele izrazito dogajati, vendar še niso doživele svojega vrhunca. Mislim, da je glavni motiv tega, da je Slovenska demokratska stranka pred 4 leti zmagala, bil v tem, da je LDS slabo upravljala z državo. Zaradi tega nas letos nekako čaka eno odgovorno delo. Mislim, da je potrebno izhajati iz tega in povedati, ali je to učinkovito upravljanje dobro ali ni, in zaradi tega je letos naloga, ne glede na vse te spremembe, bistveno težja, kot je bila pred 4 leti. Torej je že uradno to tudi predvolilna kampanja, ta današnji dogodek? Ne, danes ni bil to del predvolilne kampanje, mislim, da je bila tema popolnoma drugačna. Jaz sem vam pač samo odgovarjal na konkretno vprašanje, ki ste mi ga postavili.